Tako se potem še v začetku 20. stoletja so se zadeve še tudi spreminjale, tako, ko so potem sklenili, in to 1913, da ne bo več kadetnica, ampak da bo višja vojaška realka. To se pravi šolska ustanova, ki je bila podobna civilni realki, ki je imela 7 razredov, in to so potem uvedli tudi tu v Mariboru. Tudi višja realka s 3 letniki je gojence pripravljala na vojaške akademije. V pol stoletja, kar je bila kadetnica zgrajena, je postala vzoren vojaški zavod. Med Prvo svetovno vojno je bil pouk okrnjen, saj so gojence še pred koncem šolanja vključevali v vojaško službo. Ob razpadu Avstro-Ogrske in razglasitvi države Slovencev, Hrvatov in Srbov oktobra leta 1918 pa je po teh hodnikih zavel revolucionarni duh. Ko je 1. novembra leta 1918 general Meister prevzel vojaško oblast v Mariboru, je nemškim gojencem preprečil razdejanje vojašnice in poskrbel, da se je že čez en mesec, 3. decembra, v kadetnici spet začel pouk. Med 23 predavatelji je bilo 15 Slovencev, drugi so bili Čehi, Hrvati in Srbi. Med gojenci pa so bili Slovenci še vedno v manjšini. Kot učna jezika so v šoli uporabljali slovenščino in srbohrvaščino, kakor je naneslo. Gojenci 3. letnika so v prelomnem času prevzeli vse častniške dolžnosti v šoli in garniziji. Oblečeni so bili v avstrijske uniforme, na kapah pa so imeli namesto avstrijskih značk slovenske kokarde iz svilenih trobarvnic. No, in ker je Meister vedel, kako pomembna je ta kadetnica, oziroma ta višja vojaška realka, je poklical, oziroma je dosegel, da je narodna vlada poklicala z Dunaja nekdanjega podpolkovnika Avstro-Ogrske vojske Davorina Žunkoviča, ki je prevzel poveljstvo te šole vojaške in jo v relativno kratkem času spravil v red. Nemški gojenci so morali zapustiti Maribor, namesto njih so prišli slovenski gojenci iz drugih teh šol, pa tudi gojenci drugih narodnosti, tako da je pravzaprav nastala tu nekakšna hrvaško-slovenska, srbska šola. Ampak večina profesorov je bila častnikov Slovencev. Mislim, 2/3, in tako da je bil jezik šolanja in poveljevanja slovenski, in sicer zanimivo po poveljevalnem jeziku Telovadnega društva Sokol. Drugače so pa za tehnične izraze so pa uporabljali hrvaške izraze, in zanimivo je, da je to pravzaprav bila prva slovenska vojaška šola. Prve slovenske vojaške šole, kraljevske vojaške realke, ta slovenski napis je krasil tudi pročelje zgradbe, je bilo tako kmalu konec. Izšolala je le eno generacijo vojakov. Od 193 gojencev jih je izdelalo 167, 10 je bilo neocenjenih, 3 so padli. Območje Slovenije je bilo v kraljevini SHS vojaško podrejeno Dravski diviziji in odpravljene so bile vse vojaške pristojnosti Narodne vlade Slovenije. Še cesta, ki je vodila do šole, se ni več imenovala po Francu Jožefu. Ko je 1. februarja 1919 vojaško oblast v Sloveniji prevzela jugoslovanska kraljevska vojska, to se pravi srbska vojska, je seveda sistem izobraževanja postal drugačen. Z avstrijskim sistemom si ta jugoslovanska vojska ni mogla pomagati, zaradi tega je najprej
prav kratek čas bila to šola za oficirje, tehnične stroke, kasneje pa podoficirska šola tudi za tehnične stroke. In to se je vleklo tja do 30 let, ko je potem so tu imeli pravzaprav zlasti šolanje, je potekalo šolanje rezervnih oficirjev. Med drugim so bili tam tudi Bojan Adamič, pa jezikoslovec Janko Moder, pa glasbenik Dimitrij Žebre in tako dalje. Po razpadu kraljevine Jugoslavije in fašistični okupaciji je kadetnico prevzela nemška vojska in bila v njej do maja leta 1945. Po osvoboditvi so enote Jugoslovanske ljudske armade razširile vojaški kompleks v vojašnico Franca Rozmana Staneta, ki je lahko sprejela 3000 nabornikov. Z osamosvojitvijo Slovenije je kadetnico prevzela Slovenska vojska. Ta spomeniško zaščiteni objekt posebnega pomena je bil razdejan in potreben je temeljite obnove. Leta 1856 je bila to največja taka stavba v Avstriji, v Mariboru pa prva zgrajena v neoromanskem slogu. Slovenska vojska bo imela v njej center za vojaško izobraževanje. Za takšno vojaško vsebino je bila kadetnica pred 150 leti tudi zgrajena.